Jaz sem Goti, poslušate oddajo Radioaktivno. Več tisoč let so ga čakale zgodbe, prepričal Boga, da so res se zgodile. Preden zakurbla si baklo, pred tabo boš teko tekoči metan na titanu. Strošena trupla po strugi in gužva je na rep sedmini. Ko drava po zimi izogne se krona populistični usedlini. Pišo gor iz betona, če nismo še na vrhu, to bo tista sezona, ko se drži mikrofona, ne more priti z fazona, pa delam rime, ker tu lagano sedimo na tonah, da bojijo se vzpona. Kingpin blešči se mi krona, ne morejo ogovoriti, dokler ne zčistijo tona. Miselni monarh, odavno se po lirikah špona, ko kuha maslo s posebnimi zelišči idola. To niso kitice klona, pičke himne izgubijo v vrtincih ciklona, ko po tekili limona, sedem nabita, se šopirim komona, črni pas, da se držime kimona. Niso videli Boga, ampak me slišijo, ko pišem v Bogaš, bolj udaren kot Mirko Tonkolaš. To v bistvu je šola, za vse MC-je niti nismo šablona, ko se bojijo pristopiti do trona. Stojijo v kolonah, pa ne dobijo žetona, od nepravice zakričijo, da boli jih v preponah. To niste prišli v McDonald's, to so hranilni stihi, piše jih stomak, pa so misli, da sem zvišeni momak, ko sem odišel od doma. Glavo gor nikoli ni prišlo do dvoma, težko liriko bo pisal do zloma. Premišljen do groba, tukaj samo da statistiko sproba, ko bi komod lahko piču gospoda, rano prišel do vhoda, prvi vstal bo kadar kliče usoda, edino tak se Boga prime za moda. Ko rima je droga in brez nje mi ni do obstoja, pa v rezervah obsedijo, da ne vidijo boja, živimo v bojah, črno-beli lističi znoja in krvi za njih so litri napoja. Intro obsoja na doživljenjsko ječo bistvo preboja, ko se na sceno posadim, ko se kvoja. On one point, the government agrees. They say Gotti is the last of a dying breed. Intro ter Goti z albuma Anarchitekt. Tilen, lepo zdravo, da je Radioaktivno na Radio Prlek. Pozdravljeni, hvala pa za povabilo. Tilen, Godvajn je enako Goti. Tako je. Je to enačba, ki se izide? Res je, tako ste rekli, ta je formula. Enačaj. Ja. Nov član slovenske rap scene. Recimo, da nov v smislu, da sem sedaj izdal svoj prvi solo izdelek, ja. Drugač pa že dlje časa aktiven v nekih podtalnih sferah. Del podtalne ptujske scene. Ja. Ta živi? Definitivno. Kako? Pa, kako bi se izrazil, če ne druga, z nami je zaživela na novo, oziroma se mi tudi trudimo, da bi nekako oživeli jo nazaj, ampak nekako v spečem stanju pa živi ptujska podtalna scena, kar smo videli tudi na našem prvem dogodku. Odziv je res bil fenomenalen, energija je bila odlična, res ljudje so se odzvali, jaz sem res zelo zadovoljen z izidom, pa tako tudi se mi zdi, da smo nekako pokazali, da je še pač ta energija na Ptuju živa. Po kolikem času si sedaj prišel do prvenca? 6 let je od prejšnje izdaje z Vera Bastardom v sklopu Tango in Cash, Pepel in kri, tako da recimo 6 let za ni bilo nobene take izdaje prave. Torej bi lahko rekli, da je to tvoj prvenec? Tako, solo prvenec. Ja, solo prvenec je to definitivno moja prva. Si ali si želiš biti arhitekt ali ne želiš biti arhitekt, glede na naslov? Ne, nikoli nisem imel nekako tak specifične želje po tem, da je bil arhitekt, ampak pač je pa to z nekega širšega pomena, recimo snujemo mi neko sceno oziroma snujemo nekaj pač, vsak ustvarjalec je arhitekt svoje pač, kako bi rekel, umetnosti, ne. In potem to združite v celoto. Tako. Potem bi lahko rekli, da si ti arhitekt glasbe. Recimo. To je bolj novodobna oznaka. Ja. Imaš dar govora? Mislim, da ja, vsaj na mikrofonu, na odru, to definitivno. Namreč je druga bo dar govora. To je taki res uvodni komad, otvoritveni za plato, nekako predstavlja, v bistvu tudi povzema nekako to prvo plato, to pač moj prvi izdelek celoten in je pač nekako, bi rekli, otvoritev tega in to je to.
Dolgo pričakovani debit, da se predramite vsi tej razpravi o belodanim, kdo je pravi MC. Ko tak mladi stremim k temu, da zrušim stari režim med razprodanimi. Edini, ki v naravi živim pred ostalimi. Stojim na idealih intelekta in možganskih celicah, ki vam jih palim od začetka. Ne šalim se v spletkah, so nastali v provedkah. Mi garali smo, da sekte bi pregnali ven iz etra. Iz povzetka teh besed potegni nauk, brez dosežka vrha lestvice, pa veš, da imam prav, ko povsem brez težav cepi misli v vrstice, da bi s tem tebi dal povod k iskanju resnice. Premišljen, ko pišem to, kar hočem, da slišite. Brez kinte pičke avta in izbočene mišice so zložene kitice, kot nitke DNK-ja, prepletene z užitkom obiskanega raja. S navdihom navdajam vsakogar, ki dovoli mi, da se zlajam. Ko termine po liniji prevajam, izhajam iz sebe ven, izdajam, kar teži med svetim. S polno paro ti prodajaš prazne rime, jaz blestim kot utrine, ki ne zmoženje ugasniti osnovno komuniciranje in vodenje v praksi. Zmoženje pa marsičesa, s temi peresi to antistresa seva do oddaljenih nebes in opeva prikriti sloves razupitih potez. Razodevam, da me boli, kar imajo kritiki čez zapoveda. Od dneva, ko se začnem zaveda, da uspevam brez podpore, kot takšne dosegam, kar potrebe zahtevajo, čez mere jih presegam. Ne sledim simbolom vere, ko zmereno njih posegam. Prisegam na lastne oči in ušesa, iz česar črpam vir teh mračnih energij, ki pretresajo. Iz totalnega obupa huk razfukam dosti boljše kot kapitan Kljuka. Ozdravim vas strupa, ki pluje po valovih tega hrupa, ko kujejo se novi slogi tukaj. Mnogi še bi dvomili, ko z glavami v luknah so obsodili, na zlom pa so se motili, ker sem točno toti lik in med milijon stotimi na moči stih 100% alkohol, da poči jih z močnimi panči. Na sočni substanci pa grešite tam, od koder ste nekoč bili natančni. Moj slog renesančni, kot novo rojstvo uma v relevanci nanotehnološkega izuma, ko izločim se iz analognega šuma, ker izstopam nad ostalimi iz drobnega razuma. Nad ognjem poguma me dviga vroči veter in od dneva, ko me slišal, je nikdar ne joče Peter. Nočem Peter, hočem podi in nožice, da raztrobim tam v tej zablodi, jih vodite, obsodim. Ovce na tisočletno izgnanstvo, na dan, ko Mesija dobi istovetno poslanstvo. Poznam pot, tako prebrodim vse ovire, brez da stran poti obiram, ker me vodi tok izviren, nemiren kot voda teh brzic brez izbire. Pa derem čez slapove in vrtince domišljije teh vrstic, ko izlijem jih na list, oživijo. V resnici smilijo se mi MC-ji, ki ne doživijo, kar doživljam s to vizijo, ko mnogi spijo na kakovosti, zgolj mi žijo v zmoteni razsodnosti, ko folk deli ugodnosti. Jaz si višam ceno skozi sposobnosti, da utišam sceno zvok podobnosti. Bog v podrobnostih prebiva nedostopen, miselno odsoten, da se zdiva mizantrop neodločen. O tem, če bi vam dal, kar hočete, spoznal dar govora in vsak dan tolče ven. Flow skaljen kot jeklo katane, nastane v plamenih tega pekla izbranec, poreklo Balkanec. Vrhunsko vino toči od Betlehema do Ljubljane, ki imajo navzoči po taktu. Logično, spontano in naravno, z melodično predstavo se proslavo enostavno. Znamo, kar je glavno, imamo kompetence, jebeš slavo, ko zmagam brez prave konkurence za lastno zabavo, ko spravim vas pod sence dejanskih titanov pisalnosti slovenske. So I wanted to contribute myself. I was writing down and putting all the categories together. But I wrote other pieces of blues information. But what happened is that in many instances we didn't learn about that. We learned about the kind of poetry that nobody could understand. Dar govora in Goti z albuma Anarhitekt. Goti je tvoje umetniško ime, zveni precej italijansko. Ja, kako bi rekel, je neka inspiracija po mafiozu, to John Gottija, ne, ampak ni pa, izvira predvsem iz priimka in tudi pač iz mojega stila v rapu. Že od mladosti me spremlja, tako da, kako primerno se mi zdi. Katera rap zvrst oziroma podzvrst te potem dejansko najbolj pritegne? Ne bi se nekako definiral, vse kar je pač, kar ima neki pomen ali ima neko pač energijo oziroma tisto, pač vso glasbo bolj dojemam pač po občutkih, ne za točno, mislim, težko se je to izraziti, bolj pač, ja, kaki feeling da ta glasba, tako da, ja, tudi ni samo na, ne se samo na rap, kako bi rekel, omejujem, tudi pač, meni je vsaka zvrst kvalitetne glasbe, meni rad poslušam, pač glasba nasploh je meni, dosti mi pomeni pač. Ali potem tudi želiš z delkom kaj sporočiti? Nič izrecnega, no, pač, vsak si naj interpretira v svoje.
Čeprav sem nekje bral na spletu, da bi ne to pomenilo biti natančen, neizprosen. Ne, pač, to je, kako bi rekel, to se z nekega opisa verjetno, ne, to pač, to ti opisi so vedno nekak napihovanje pač realnosti, ampak ja, tak. Tam je treba malo vse skupaj poveličati. Tako. Realnost je potem drugačna. Ja, tako. Mislim, ne da nismo natančni, pa neizprosni, ampak ja, to je to. Naslednja bo Plodna zemlja. To je komad, ki v bistvu tematika je, da je trenutno na sceni pač stanje bolj, ne vem, nivo kvalitete oziroma kriterij kvalitete je zelo nizek in pač to nekako ponazarjam v tem komadu, da nihče ne jemlje resno tega, vsi so bolj osredotočeni na imidž biti raper, kot pa dejansko delati neko glasbo s vsebino oziroma imeti neko sporočilo v svoji glasbi. Iz semplo dobro postaranih plat, nadzajn kako mat, težje pričakovani ko arabska pomlad. Obramba napad, ustvaril sam preobrat, ko sanjači niso zmožni lastnih sanj prepoznat. Ni zagnat, preprodat, pa se delajo pod ceno. Rap, surova sila, glave fila, notu veno, čez zagniljeno sceno. Koraka brez ustavljanja, mikrofone zbija z rok, spaka brez napravljanja. Brez razpravljanja, eden in edini bog zapovedi postavlja, se je mednje prišel vrinit not. Veliki pop, jaha rušilne valove, MCM prepusti pravico, da si zbirajo grobove. Pirove, osnove na papiru ne izoveš ga, ker betlu z vami pot bi poliral taki človek, da mu ni to nič novega. MCI so posrani, glej z besedili, postavit svojo liriko po strani tej. Pa ni variante, to v notranjosti razžira fante, pali mikrofon, ga uporabi, da nažiga blante. Smetišne kante reciklira vaše plate, kličete scene leži na deponijah brez debate. Prepoznate resnico kot udarec licu, ta substanca ti razširi zenico in šarenico. Odpira oči, ampak zavese zastira. Kaj se zgodi, ko izgubljena ovčka sreča pastira? Vrečo do plina, pa z roko not ne seže izvira, da prijem norce z vas, tudi ko sem sveže raziran. Veže na filam, ustvarjam promet za pogrebni zavod. In ti bi pravo si poet, daj povesi glavo. Čez podlago niso vredni vihtet zastavo, razlog, da sem na sceno temelj za monument postavo. Pa se ne gre za slabo, gre se za princip, bi pa res zagrabo, prej se lahko grete kar umit. Vaš patent je patetičen, če merite na hit, sledi premik za centimeter in dosegli ste limit. Če si zmerite v trip, ne bi seli na bit. Rak, rana, aritmija in poceni nakit, zamere gojit. Od nekdaj takim izkopavam rani grob, koliko smo jih not dali, mogli nas poslat na dob. Na vrat na nos, kriminalno podcenjeni, za nami 3/4 scene postane poslovenjeni. Rodna zemlja, plodna zemlja. 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 Plodna zemlja in Goti, z mano v oddaji Radioaktivno. Tilen, kdaj se začela tvoja rap karijera? Prvič smo se pojavili recimo na YouTubeu tam pred 12 leti, rečemo 2010, smo začeli nekaj izdajati. To so neki rani začetki, potem so se tudi neki nastopi zvrstili, tako da dejaven sem že dejansko več kot 10 let. Kako to, da te je rap tako premomil? Vedno mi je bil, tako sem rekel, glasba je pač vedno bila veliki del mojega življenja in vedno sem se hotel nekako v njej izražati. V rapu pa se najlažje pač najdem, nekako najbližje mi je, najlažje se izrazim v tem žanru. Si kdaj imel dilemo peti ali repate? Petje mi nikak pač nikoli ni bilo nekako dano.
bi rekel. Tako da ja, nisem nikoli imel te dileme, vedno me je bolj rap zanimal, bolj to polaganje besed. Verjetno so bili potem tudi v otroštvu vzorniki. Ali se ti vlečejo še do dan danes? To so vedno, kako bi rekel, nekako se menjujejo. Jaz bi pač raje kot o vzornikih govorimo, vplivih je veliko pač res teh, ki so vplivali na me. Pač tisti rani začetki, seveda z nekim Eminemom, potem pa Tupac, pa kasneje Wu-Tang Clan, pa ogromno pač dajem si, pač meni je pomembno, da preučujem to oziroma da poznam zgodovino te glasbe, pač spoštujem jo do te mere, da sem tudi pač študent te glasbe oziroma se vedno izobražujem o tem, tako da vedno sem čim širše poskušal gledati na to, tako da vplivi z vseh strani prihajajo. Največ pa bi recimo v trenutnem delu, ki ga ustvarjam, poudaril MF Doom, MF Grimm, pa seveda Griselda Records. So močni vplivi na to, kar počnem. Kaj pa na domači sceni? Na domači sceni pa recimo Munje, Mito, potem Mrigo in Get, Doša, to so vsi pač močni akterji, ki bi lahko rekli, da so vplivali tudi na naš sound. Pa s katerimi tudi občasno sodeluješ? Seveda, tudi. Kaj ti tudi na albumu je nekaj sodelovanj? Tako. Do tega še pridava. Jajca bodo naslednja. Jajca skit, tako. Fuck you, fuck the plane you flew in on, fuck them shoes, fuck those socks with the bell on it, fuck your gay ass fairy faggot accent, fuck them cheap ass cigars, fuck your yuck mouth teeth, fuck your hairpiece, fuck your chocolate, fuck Guy Ritchie, fuck Prince William, fuck the Queen. This is America. My president is black and my Lambo is blue, nigga. Now get the fuck out my hotel room. And if I see you in the street, I'm slapping the shit out of you. Želovec prazen pa se redko kdaj odreče ob roku, da danes reper imaš mah po potečenem roku. Poširam folk si na trap beat, meče na roku, jaz zamem trap beat, pa te z njim strečem na oko, steče po toku. Če se imaš jajca umešat, najde dlako depilira kot rajca omleta, piše recepte, kuharsko oddajo obeta, trdo kuhano, dok mi ne priznajo prometa, manj čas za radio, kot tisti, ki postajo pometa, manj čas da reperi po glasu prepoznajo očeta, mentaliteta, razprodani manjša benefit, rap game je zajtrk, jajca Benedikt, verzi so jajčna solata, njene mina plata, ki dela iz brata, se enemi v korak, vsak bi rad bil enak, pa nobedeni, sam na 100 komado, da se jasno opredeli na ojgnu, da ratajo s fritato obsedeni, za malco padajo v atentatu ko Kennedy, kada niso ultimati doseženi, metki kiša z omako postreženi. Isto sovraštvo nas žedeli zajabani, vsi bi po bogatstvo šli v Medellin, zapriseženi, njuhajo sanje, pa go na traki Masterchefovsko zakuhajo sranje. Well, no, we ain't fine. But I always say the absence of evidence is not the evidence of absence. What? Simply because you don't have evidence that something does exist does not mean that you have evidence that something doesn't exist. What? What country you from? What? What ain't no country I ever heard of? They speak English in what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yeah. So you understand the words I'm saying to you? Yeah. Well, what I'm saying is that there are known knowns and that there are known unknowns, but there's also unknown unknowns. Things we don't know that we don't know. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more time. Goti z mano oddaja Radioaktivno, Anarchitekt, album, ki ga danes tudi vertiva. Kot sem prej omenil na začetku, si del ptujske rap scene, je ta sedaj zopet malce oživela? Ker ti sedaj nekaj časa je bilo kar tiho vse skupaj. Res je, pač po moje ni še bilo pravega nekega rap izdelka izdanega na Ptuju tako uradno oziroma na tak način, kot smo mi zdaj izdali, tako da na nek način bi lahko rekli, da smo prvi, ki smo Ptuj dali na mapo. Čeprav ne nočemo s tem pač zmanjšati prispevka, ki so jih dali tudi raperi, ki so prišli pred nami, recimo od Project Replika do RIP, rap iz Ptuja. Vedno je nekako, kako bi rekel, potalno je ves čas ta scena pri nas obstajala, mi pa smo zdaj pač naredili recimo korak naprej, pa tudi to na površje spravili. Prebral sem, da ste del urbane kulture, pa ta na Ptuju še sploh obstaja. Se pravim, gradimo jo, trudimo se, trudimo se, je žal zatišje, ampak bomo zbudili tega spečega velikana, jaz upam, no. Danes se mi zdite, kot da ste ilegalci. Dajem ta vtis. Nekaj, ta scena mislim, da je ne samo na Ptuju, tudi drugod malce poniknila. Ja. Pa da je prišlo na površje vse skupaj kaj drugega, kot pa dejansko tak način izražanja. Ja, dejstvo, jaz se strinjam. Pač preveč je danes kultura celotna osredotočena na neki
quick gratification, kako bi se izrazil, vse mora biti instantno, nihče več nima časa, da bi si vzel čas, pa se poglobil v nekaj, pa pač tudi dal več pozornosti v nekaj, zato tudi pač je album recimo 18 komadov, ker pač delujem proti temu, pač zahtevam, terjam vašo pozornost. Ti si dejansko antipropaganda za sedanje stanje. Tako. Ura, 2 minuti in 18 sekund je meni seštel računalnik tvoje glasbe na albumu. Tako. Ali misliš, da danes poslušalec še toliko zdrži? Koliko opažam, ne, definitivno je pač, recimo za današnje standarde, to zelo dolg album, ampak tudi to mi je bil cilj kot prvi izdelek, da je res, da je celota tudi z gostovanji, nisem htel vsaki drugi komad, da je gost na njem, zato je tudi to na večino komadih sem sam. No. Imaš pa skladbe tako danes zelo trendovske, dolge 2 minuti pa nekaj, pa potem tiste, ki so dejansko antitrend, 5 minut plus. Tako. To je pa tudi odraz tega, da to, kar mi ponujamo, je vsebina, pač mi se trudimo vedno vsebino in to je pač tudi bistvo za to. Ne ravnamo se po trendih, ne ravnamo se potem tudi ne pač, kdor ceni to, se tak bo, si bo čas vzel, se bo poglobil, pa bo izcimo iz tega, kar pač bo. In potem tudi prisluhnil. Tako. Ter dojel sporočilo, vsej upam, da. Tako. Naslednja bo Baš ste shit. Tako. Kjer imaš tudi sodelovanje. Tako, Gangsta Gregi, tudi z naše založbe Anarchitect Records, pripravlja kmalu prihaja njegov solo prvenec Punchline Geni, na katerem se tudi jaz pojavim na enem komadu, tako da bodite pozorni na to. All right, ladies and gentlemen, we got a taste of it a little earlier on here on Saturday night's main event, when the madness met the mania. I am talking about Macho Madness and Hulkamania. Te glasove čuješ not v sebi, skoraj kakor brez slušalk. Gor na bitu Goti Gregi, slow rap, Macho Man in Hulk. Terminal do poslednje destinacije, nažirat na koncerte ne v ugledne restauracije. Ne sedajo vibracije, faggot rap se trese, radi strežajo nam trende kakor jebene hostese. Izvedene procese, lahko rečem kečem, pluvam železne zavese, ker vi ne mrete sem. Nam ni nobeden problem, po prostoru prosto gibanje. Kdo je bil najjači na naboru, dobro pitanje. Undrafted Hall of Famer, hardcore spitanje. Verze bi po soloma sladkorno nafitanje. Razen za elita se, ostali razgubite se. Ko vselej matematiko razpalimo na bitace. Ironično smo moderni junaci slavistike. Ne palim na jugo, ne mislim naci politike. Si brat ali pa nisi, ne, ni važno od ki si vse. Vela edino gradivo dokazno, zamisli se na kitice. Preliva kri MC-jev niso vredni, za večno se od rapa poslovijo, vsi so bedni. Na prste ene roke lahko preštejem, kuki hudih je. Sem razočaran, tako kot Doša, ko prodaja hudije. Zavijem se k mumije, pa gledam movije. Ko je dam zahotu reper bit, sem upal, da sem glumil je. Ne morajo betat me, ker imajo vsi zamero. In prsilam te, da ješ ravnilo, da te vzamem po zamero. Oprostite, strgam do kostite in medtem ko spite, ti glasilke odrežem in te dam na fucking speaker. Sem vedno hiter, bivši stavničar, ker ni profita. Zdaj sem ribič v zlatarni, zrihtam ti popust na kita. Fuk se klanja, ker manj klanja in hude najave. Tega sranja se bom vedno držal, belka mojce mavec. Rad imam potice, včasih ne lepotice. Lepotice se lepijo name, spet drame sred name. Ne maram sred, rad imam svet, ne na kanalu. Ne bom te hvalil, ko boste nehal repat, se bom zahvalil. Prsilam te, da si na dnu, karijera gre po zlu, ker nisi tru in vedno si na psu, ko ovratnica. Vi ste odvratni, pa ne morem vaše glasbe, ker postanem depresiven, kadar slišam vaše tekste prazne. Ugankva, naj najdem rešitve, ki ne sedim, odkar je dnevna uganka. V rokah gampa, ne, sem ful se dobro slišal, je ka Zlatko to vesanje, da za daturo podpisal je. Šketini, sem tu da stavim Ptuj on the map. Ko pre nekateri čepi uničujejo rap, ko kujejo trap. Nastavim im medvedovo past, na begu ko dolazim, ko da si zagledal pošast. Zbledeli v obraz, ker upam si povedat na glas, da ste za kurac in tak mislite zavedno ostat. Pa menjam oblast, železna pest vdari po mizi, 100% kvaliteto, ko pristali ste v krizi. Podani analizi, prvi line hita ti je zlati šus, brez dlake iz jezika, ko ostali ste kosmati hus, ko platipus. Za koji kurac smate ta klun, če tako sranje mi iz šupka lahko bacimo vun. Napravimo bum, ko treseš se, stojim v epicentru in globino teh MC-ov izmerim v centimetru. Trendi v etru, odpihnem vse, če sledite vetru. Pravi rap danes najdeš le na internetu. In niso resni, najdeš me na avtocesti z lahko
lahkoto te zrinem iz območja, ko narišem avt na cesti. Pridi bliže, mačo grize, brez lesni mi pišemo pesmi, da čutijo vse, ko sunki potresni, ker pot resni. Lahka, ampak težka, tukaj šprica krit, težko je špica, bici hotu bifa, si se šorej med vegane skrit. Če nisi cool, mi pol oblatim te, včasih bil sem vest, ko McLaren in pa Hakinen. Vijaki ste? Ne bom še poimensko, 3/4 slovenskih reperjev itak ne repa sploh slovensko. Gangsta jemne resno, rap je moje delo, tok na kurac gresta mi, ne rabim sploh obiskat več bordelov. Zadanem z levo bo mogoče bolelo, če hočem vržem poleno v koleno in s krvjo pošpricam steno. Mam tok problemov, sem tvoj sovražnik, venom povedal kretenom, da sem bil edini sik pred karanteno. Fenicam od Vauksa zdilamo ti barbike, za denar bi se prodale glupe pičke, not v barbi šle. Sandije, MVP sam Gregi te premaga kle, to ni bil dis na frenda, ampak vi si tako razlagate, omagate. Rtman goti flow, ko rime zlagam kle, mačo meni Hulk v ringu, rada bi zmetalate, bi spala kle. Punca hotlo vedno trojčke med, pa sem ji dan prepelal še eno žensko, da sta pospoznali se. Udarim te, ker si antimiko depresivi, vedno šprica kri in nismo krivi, če končaš ti na nosilih. Sem tako, ko vreme spreminjam razpoloženje, tvoj mnenje, da brok sem je napačen, v hlačah imam premoženje. In meni vsenje včasih betlo bi izvore, ker zmorem in hočem, midva sva pa polna kol Ljubljan zapore. Ne moreš se fukat z nama, če si hotel, je bila napaka, tukaj nimaš šanse, ko postavcev koža okosnjaka. Motherfucker, mačo meni Hulk, zavračam v tvoj hype. Champion and Hulkamania. Baš ste šit in gote vodaje radioaktivno. Omenil si lastno založbo, Anarchitect Records. Tako. Koliko imen je že potem odkrili? Trenutno sodelujejo z nami, kot sem že omenil, Gangsta Gregi, Vera Bastard, SDP, pa tudi domača imena, kot so David Čiča, sodeluje z nami, tako da imamo že nekaj artistov v našem naboru, pa še delamo z večjimi artisti, ki mogoče bodo tudi kmalu podpisali. Pri založbi izdajate le rap ali kaj drugega? Ne, nasplošno karkoli, kar je kvalitetna glasba, tako sem rekel. Predvsem pa dajemo poudarek na take mlade neodkrite talente, oziroma pač ogromno obstaja v naših krajih, nasploh se mi zdi talenta neodkritega, ki tudi nima neke perspektive, ne pridajo ne do nastopov, ne do sploh, kako smo rekli, do pozornosti strani publike in se pač trudimo take ljudi poriniti malo naprej. Kaj mora storiti tisti, ki želi priti do vas? Lahko nas kontaktira na info@anarchitect.com, nam piše mail, pa potem se mi odzovemo. Lahko nam pošljete svoje demo posnetke, to je to. Pa je danes smisel imeti založbo? Je to koristno ali, ker vemo, da danes veliko glasbenikov izdajo samo založbe? Tako, je recimo nekako bolj v ospredje prišlo ta samo izdaja, samo založništvo, ampak vseeno so neke stvari, ki ti jih potem založba kot neka organizacija nude, ki jih teže potem sam, tudi kot naprimer že kolektiv, ki dela potem stvari, kot so promocija, prodaja itd. Ne. Take stvari, ko bi se potem vsak artist se bi moral samo ukvarjati s tem, torej če si ti v samo založbi, si ti vse sam svoj menedžer, sam za svojo promocijo odgovoren, vse, veliko več dela imaš na svoji grbi, kar tudi potem ti jemlje čas stran, ki bi ga lahko namenil ustvarjanju. Torej, več ustvarjalnosti, manj birokracije. Tako. Kar je že nekaj glasbenikov v zadnjih intervjujih tudi podarilo. Ja. Da ste tudi vi zašli glasbeniki v to administracijo. Tako. Tajnice, računovodje, fikusi in podobno. Tako, točno to, vse po spisku. Pa potem nekje na koncu še direktor. Rob bo naslednja. Mislim, da s tem, kar so govorila, kar povezano. Ja, definitivno. Še kaj o pesmi? Pesem je sproduciral Matjaž Skaza, Monstrum Intellekt, bivši član Rap iz Ptuja in tudi Project Replike. Tako da je taki pristni ptujski zvok, pa tudi moj pristop je taki pristni ptujski.
Rad bi imel pa od nikoder, da si vzame hrbet poln bodne rane. Žrtev psov, ker to te stane, da pokoljemo podgane. So težave, če ostanejo obveznosti neporavnane. Vodim zlato generacijo, nisem srečko katanec. Za detko zadane, koliko metko še ostane. Dovolj da založim kolone, za detko do Ljubljane. Redko kdo me gane, premakne men noben. Zamenjam agregatno stanje, ostanem nespremenjen. Čez nebesa prodrem, kot ozonska razpoka. Pretresem vas do temeljev betonskega bloka. Pod soncem postopam kot plemstvo, še asfalt liže mi pod plate, brate, kamorkoli grem tot. Z airsoft pištolo dnevno strašim so sosesko in samo 3-krat na leto se obnašam po človeško. Požrešnost, ki pride od lakote in sili, da pogolte še tiste najbolj gnile jagode. To je rob, roke vis, to je rob, se izdajajo za iste, niso blizi, to je pop. To je rob, roke vis, to je rob, se izdajajo za iste, niso blizi, to je pop. Ko izkljuvajo oči, ti nasmihajo se vrane. Na kocko stavim vse, ker drugo nič ne preostane. Uničene možgane, napenja do obisti. Če se splača te zafukat, pol se števamo koristi. Se šetamo po pisti, glumi džaja, niko ništa. Ne zna zategnit šraufa, v glavnem znajo izkoriščat. Se sanja izhodišča, v roki enosmerna karta. Za pest riža, gladko mater jebo, vsem bo skvarta. Zeleno vejo hakla, stoji na trdih tleh. Če še enkrat ga dobijo, da goji bo grdi peh. Zagotovino prvi vseh, ko se vsedemo za mizo. Čista roba, 100% lahko gre v analizo. Začenjamo franšizo, rap ostane v ponudbi. Denarnice bolijo, da se maneš po podplutbi. Dan danes so neumni, torej lahke tarče vse povsod. Al imaš oči za vratom, al pa zlahka stakneš preporod. To je rob, roke vis, to je rob, se izdajajo za iste, niso blizi, to je pop. To je rob, roke vis, to je rob, se izdajajo za iste, niso blizi, to je pop. Vse, kaj bo dobo, bo obrno sebi v škodo. Ko te gledajo čez okno, če si lačen ne bi sodo. Ti potaknejo v sodo, lahko špilaš to te karte. Greš na čil, umirjeno, on se zatiral, bo na parte rutinirano. Udarce rafaliramo na tarče, čez poceni šov, kjer im odkupnina je kozarče. Ker folka ne zanima, kar se rima, mi napančeni. Kak slo rap odmira, ker kasiramo kovance, stoti zviramo. Odločeni, da bankovce nabiramo, še raje neobdavčene, da vlade ne podpiramo. Da lahko to serviramo, treh meni dnevno, jaz se razgibavam, ko prevevajo MC iz revmo, pa spitam prezahtevno, da čut me ne morejo. Retardirane repere pohrustam ko oreo, pucam do zore, da blagajne izprazni, ter nasprotnem primeru prebija vagajne. Ko je rob, roke vis, to je rob, se izdajajo za iste, niso blizi, to je pop. To je rob, roke vis, to je rob, se izdajajo za iste, niso blizi, to je pop. Tilen Godwine oziroma Goti z mano vdaji Radioaktivno z albumom Anarchitekt. Nekaj besed bova sedaj rekla še o tvojem izdelku. Kot sem omenil prej, prvenec z veliko materijala, dobra ura glasbe. Tako. Očitno imaš veliko inspiracije. Ja, definitivno. Veliko pišem. Tudi ta album je zelo dolgo nastajal, to je tudi nekako povezano s tem, nekaj komadov je bilo posnetih. Ko se ni plasiralo na album, pa tak, ne, je pa res, ja, ogromno dela je bilo vloženega tudi v to, jaz res sem se potrudil, da je to izdelek, na katerega sem lahko ponosen, no. 18 oziroma 19 pesmi, čeprav poslušamo na albumu, to je res veliko. Ja, se strinjam z vami, ampak ja, točno to, sta tudi pač dvojni CD, tako da je razdeljeno 9 pa 9, ampak ja, gremo proti trendom, no. Ne pustimo si dopovedati, da je to stanje, v katerem živimo, pač, oziroma skušamo to spremeniti. Danes se gradi samo še na singlih in glede na tvojo starost bi tudi tebe dal to single generacijo. Ja. Single, album pa nikoli. Ja. Ampak vidim, da sedaj tukaj zaokrožena celota, kar je danes pri nekaterih mladih glasbenikih redkost. Ja, trudimo se pravim, vsebina je prva, pač mora biti vsebina, glasba je prva, zato tudi še do zdaj v bistvu nimam nobenega video spota za noben single, kar je mogoče malo napaka, ampak glih to je tudi to, kar mi predstavljamo, ne, prva je glasba tu, naj glasba govori za sebe, potem je šele vse drugo. Kdo ustvarja glasbo? Večino albuma mi je sproduciral Green, mladi producer iz Krškega, ki drugače tu ima korenine na Ptuju. Je taka zanimiva zgodba, mi da se poznamo res iz ranih otroških nog, mislim iz ranih otroških let, ker poznam njegovega strica, mi smo bili pač dobri prijatelji in smo potem, ko je on parkrat kot otrok prišel na Ptuj, smo se spoznali, potem pa zelo dolgo nismo imeli stika, smo izgubili stik, potem pa jaz, ne vem, pred par leti dobim sporočilo na Facebooku od nekoga pač z fake profila in mi pošlje paket bitov.
pa jaz preposlušam to, pa se mi zdi, fakt, to je res dobro, ne. In potem malo se pogovarjamo, pa mi potem pove, da je to on in je bilo tako na ključe zanimivo in glih sem bil v tem procesu, ko sem nujno sem rabo neke bite nove, glih sem ustvarjal ta album, tako da ja, ful se je poklopilo vse, bi lahko rekli. Napišeš oziroma ustvariš tudi kaj sam? Kot glasbe, ja, bite tudi sam se trudim, se učim delati, ampak ja, ni še pa to za javnost. To so taj samo interni material. Tako, zaenkrat še, ampak delamo na tem. Potem pride še prava roka zraven, pa bo to spolirano. Tako. The Narcos bo naslednja. To je prvi singl z albuma, ki je izšel že marca letos je izšel, tako. To je tudi prvi komad v bistvu, ki je bil napisan za ta album. Je pa taki tudi, kako bi rekel, naporen za poslušalca, 4 minute repanja v eno, tako da vam prepuščam to. Za reperje pa nič ni naporno? Pa po moje ne. I told you I want some goddamn answers and I want them right now. Is this how you protect and serve? Kamere, slabo grafiko, znamejo narkotrafiko, z nule po parku rakisto, znamenje samorastnikov, znano je da pošasti so. Za substance ubijajo tebe in tvojo družino za poslastico. Praktično pokupli pol postaje pod palec, pa totalno preiskujem policaje, prodane, preganjam organe, pregona zažarjenega betona, vročina gradskog asfalta vam fali, ko pade somrak, hladno postane odmah, na ulici sneži v konici julijski hiti pokida, da milici spluži šit, hudi hit. Speko desno roko glave in z nade budnim pendrekom izmenjamo pozdrave, možje so do postave, postavljeni v vlogo, razopešajo zastave, če nastavimo jim mnogo, padejo ko Mussolini, lažejo, tu so fini, votli, ampak lastno vrednost pokažejo v surovini, blažene v gotovini, metastaze napredujejo, bolezen ignorance, da si v plame napihujejo, glave pa vzdihujejo, padajo v depresijo, gledaš čez zaprto okno, pa si zapre žaluzijo, da ne rabiš si zatiskat oči, živiš v temi, ko si s bankovci nabiram moči, pa vsi zeleni 100%, če so poželi dobro letino, za manj uspeli mi jih za naselje drogo klestimo, ko peljem to pesmico, zgodbe niso poznali, so prodali duše, ampak pogodbe niso prebrali, mi si jih sami pišemo, ne da to kao vzvišeno, ampak po tvojih idolih veš, da realno pišemo sega, globalno bistveno, megaloman, pridihnjena, penja možgane, kak da zavedno postane miljen, redno do tja izpiljen, pa zarubim hudo bio, preprečujem bednim reperom, da studio dobijo s to naduto energijo. Jaz sem glavni in spodbujam agresijo, to kar čuješ, to dobijo, to kar nujno je MC-om, to kjer muda jim falijo, strahom pred samim sabo, da si googlajo fobijo, zamujeno živijo, se borijo za včeraj, isti šit od pamti veka, če boš dilo pol delaj, vire dodelaj, na žici se učijo od nekdaj, kot bi spustil tele na svojo vizijo, defekt daj, izprijenost priznaj, da ti zmanjšamo kazen, če nam boš dal par imen in se bo našla golazen, odplačil si davek, malo odsediš, pa si zdrav, če odkloniš, iskreno boš videl, da ti bo žal za lastno rojstvo, ko da si šel prerano vojsko, pa da ti posedovanje nadgradimo v ubojstvo. Tega nočeš, no zapoj pol, lepo vej nam, kdo vam vozi, to ti gnoj dol. In če je to, nočem bit paralelno, merim par nivojev gor čez vašo slabo belko. Pičketini, razrečeni v spanju prepišem, v samem izjave na tanku sem skurjavo nasičen. Taco molite, opeče vas še zadnja molitev, in je prepozno, ko se pesu še poraja za misel. Sanja rešitev, na žalost tretja pot ne obstaja, v vsakem primeru zate usodna bo ta postaja, mora od policaja, ko kontrola ne dohaja, sam si robo dal pod jaja, sam zavohal, sam zalajal, nasploh se sam zavajal, da si nedotakljiv, in tak se sam na svojem klinu slejko prej boš zabil. Povej, da si bil, stroški podkopnine visoki, če te robokop z robo v roki prime med bloki, 3 obroki, prvo upozorimo na zvočnik, drugo so lisice, v tretjo pa zagrizeš v pločnik na višku od moči, širim tiranijo po ulici, poročila v profit se prerodijo v kulici. Tilen, besedila so potem, sklepam, vse tvoje delo? Tako. Imaš bogato zbirko tekstov? Ja, seveda pišem, vedno se trudim redno delati na tem, nadgrajevati, dodajati, vedno iščem neko inspiracijo, berem čim več,
izobražujem. Tematika, ki te najbolj pritegne v besedilih? Nekako se jaz vedno neke tote freestyle tematike držim oziroma rapanja o rapu oziroma tega, to me nekako najbolj pritegne pač na čim več zanimivih načinov povedati, kako sem jaz boljši. Si potem tudi kdaj sodeloval v teh rap battleh? Ja, tako, na Ptuju je bilo 2-krat Ptujska rap arena, so bili freestyle, sem bil 2-krat na drugem mestu, se uvrstil, pa tudi napisani battle, kar je meni bolj pisano na kožo. To je bil en event v Ljubljani, Rap Skills Battle, mislim, da leta 2016, ne me držati za besedo, 2017, nisem siguren. In ja, tudi mi delamo na tem, da bi nekako pripeljali toto kulturo nazaj teh napisanih battlov, ker mislim, da tudi odziv ljudi je dober, mislim, radi pridajo na battle. Je moč enačiti poezijo in rap besedilo? Sigurno, ja, se pol spet odvisno od katerega rapera se pogovarjam, ampak ja, dejstvo je, da to je to, jaz vedno sem to si jemal z tega vidika kot poezijo, pač ki ima še neki pridah, nečesa drugega zraven, oziroma se v esenci je tak poezija to, kakorkoli pogledamo. Si tudi kaj kritičen? Ja, jaz mislim, da sem zelo kritičen. Tak da je to tepe? Sigurno. Na kak način? Si mogoče kdo narobe kdaj vzame mojo kritičnost, ali pa tudi si kdo preveč osebno vzame, v bistvu pa pač ja, ne prihaja iz nekega žaljivega, oziroma iz nekega stališča užaliti, ampak samo pač kritičnost mora biti neki nivo kvalitete se mora držati, če ne, zakaj sploh delamo to. Kaj pa jezik? Slovenščina ali bolj pogovorno? Jaz se nekako trudim, da balansiram oboje, da je vseeno knjižno do neke mere, pa da vseeno ta ptujski naglas pride do izraza zraven. Da ga nekaj slišati. Tako. Tudi drugi reperi iz drugih okolij dajo dejansko svoj zvok pa svojo narečje v tekste. Tako, repati v svojem jeziku pač tako, kot je najbolj naravno. Ampak pač tudi take stvari, na kak način se jaz izražam, je pač meni najlažje tudi knjižno slovenščino inkorporirati to, oziroma se ne da zdaj. Ne vem kak knjižno, ne, ampak se razumemo. Ja, vredno bi bilo težko sedaj, da bi repel dolenščine. Ja, sigurno. Dilema bo naslednja? To je taki družbeno-kritični komad, tu sem se najbolj razpisal o tem, o tudi stanju, v katerem živimo, oziroma mentaliteti, ki jo ima, ne vem, povprečni človek danes, oziroma moj pogled na to. V mestu sanj, ki jih nihče ne sanja, se klanjaš. Zahvalu te oči obžalovanja, ko poganjaš korenine v ta nerodovitna tla. Za trenutek miline, ampak sreča bo hitro šla, ko več ne čutiš tišine. Če tudi zmeraj ti sledi vse nebesne smeri, izgubljena vera v ljudi, zdelan do kosti sameva, ker ne najde povezave. Praznina zeva, težke so težav, polne glave, le da zdrav in ploden ostaneš. Ta boj za obstanek, ko mrhovinar mane si roke za tvoje organe, obsojen na plamen, gorijo na grmadi, ko poganijo pravici, ko predavaš matematiko podgani. Mi smo s takimi obdani in za čuda še stojimo, lačni kruha, da 12 ur truda za drobtino, to pofukano rutino, ki krivi nam krtenice. Mi smo tukaj, da živimo, ne da vi na nas živite. Dnevna dilema, če je bolje, da izginem, obkoljen s temi sencami Platonove votline. Odmislim bolečine, ko ne morem iz globine, in pretvorim to v gorivo, samo volja še drži me. Večna dilema, če je bolje, da preminem, obsojen na depresijo panonske kotline. Odložim, kar teži me, ko ne morem iz globine, in pretvorim to strelivo, samo gobec še drži me nad gladino. Mi smo splavali v plitvino in premagali ovire, ko ste stavili na plimo, da spostavimo režim. Ko sedim, razkadi in prah poleže, če želiš rezino kruha, gladko režem, rado veden, kje je 5 zemlje, kjer se lahko vsedem, tu še lečnem, rešim, če ti ne ješ, boš sam pojeden. Ko vam postrežem le surovo resnico, še vedno isti šit bi spito, če bi dobo sedmico. Na soci sem isto, človek 1100 poklicov, pa delam toti šit, dok me niso strosli čez Britov. Ne prosim za milost, ker prostovoljno hodim po rezilu, če pozdravim kogar domorodci gonijo v preziru, vodijo v prepiru. V resnici sami sebi sodite, zgodbice na papiru, laži si ponovite, samo sebi škodite, ko blodite po stran poteh, vas se prepričani sabo nosite ta strah v očeh. Dnevna dilema, če je bolje, da izginem, obkoljen s temi sencami Platonove votline. Odmislim bolečine, ko ne morem iz globine, in pretvorim to v gorivo, samo volja še drži me. Večna dilema, če je bolje, da preminem, obsojen na depresijo panonske kotline. Odložim, kar teži me, ko ne morem iz globine, in pretvorim to v strelivo, samo gobec še drži me. Dilema in Goti z mano oddaje Radioaktivno. Odri, se ti kaj dogajajo?
Ja, seveda. Zdaj pred kratkim glih smo imeli v Ormožu v Unterhundu, zatem pa sledi Galahala 10. december in tudi potem z novim letom že planiramo, ampak še datumi niso natančno znani, tako da to še bomo naknadno objavili. Je v podalpski kuri dovolj prostorov za nastopanje reperjev? Ja, sigurno je, pa tudi mislim, da je nekako, da so ljudje lačni tega, take glasbe s vsebino oziroma s tako energijo, ki jo mi prinašamo in tudi je kar odziv. Album si že predstavil, kakšni so odzivi? Pa zelo dobre, pač po pričakovanjih bi rekel. Občinstvo je? Ja, seveda. Se to vidi tudi na nastopih? Tako, pride publika in uživajo, tako da to je najbolj bistveno, tudi ne delamo to za mase, tako kot pravim, ne, to je res za tisto nišo, ki to ceni, ampak pridejo, publika pride, vsi so not, tako da to je najbolj važno tudi, da pridejo taki ljudje, ki jim je to užitek, ne, da pridejo tja. Sem videl, da ste imeli tudi na Ptuju promocijo. Tako, tam je bil release party v Cidu, res zelo dobro se je izcimilo na koncu, ljudi je bilo, skoraj napolnili smo Cid, no, tako da. Tako da se dogaja. Tako se dogaja. In tako mora biti. Tako. Pre bo naslednja, kjer imaš kar 2 sodelujoča zraven. Res je, 2 močni imeni, Amo Socialec in Mito. To je prišlo do tega, jaz sem v studiu, kjer sem snemal takrat album, je tudi Mito snemal svoj solo album oziroma, mislim, da solo album. In smo takrat prišli v stik in smo tudi začeli nekako sodelovati. Z Amotom pa tako se poznamo že na vekov, pa smo vedno bili v dobrih odnosih, pa vedno smo nekako imeli namen neko sodelovanje, neki komad skup narediti in je tu pač prišla priložnost, pa smo te vsi 3 skup na enem. Danes imam spomine na take špike galove, na čas, ko drko na fake nage slike od Kresalove. Apolitičen pizdun v infekciji v nacigi, ki se bori proti intersekcijski diskriminaciji. Moti vsak te, si prežvečeni nacig in te razmažem po Mahničevi po nesrečeni faci. Kdo je tak, če imam tu šans vak? Ne se bat, če veš, kateri tu brat naredil bo na Janšu atentat. To si ti, to sem jaz, grema, noben ne ve. Nova 24 prevzema že RTV in kurc ma veze, ki imam glavo s kero verov, ker je tabor, če so levi ali pa desni, me bo furs še vedno gnjavo. Podarili pike, izgubili slike, zradirali svoj svet in van nasadili čike. Ko planet bo pač prodan, boš imel namero, da se rešiš, si boš kupil vrf in plačal tram, na kjerem se obesiš. Prvo gre Janez v vlado, v drugo je Ivan pozivan, v tretje gre Rado, v tretje gre Rado. Spreobrni državo, vstal iz pepela, tako podobnik, spet na prostosti, njemu podobni. Je neki Eugen, tam ko jedim, fake news šamar, Jelko Kacin. Počivam ko Zdravko, sanjam ko princ, zbudim v deželi gumi hrbtenic. Zdravko fašist, a ne v glavi, da se ne pozabi, tudi Pahor ga rabi in marsikdo levi, marsikdo desni, marsikdo gori, nobedno doli so krivi migranti, krivi cigani, so oni na banki, kaj pa milijoni. Prvo gre Janez v vlado, v drugo je Ivan pozivan, v tretje gre Rado, v tretje gre Rado. Spreobrni državo, prvo gre Janez v vlado, v drugo je Ivan pozivan, v tretje gre Rado, v tretje gre Rado. Spreobrni državo, prevzamemo obzorje, preobrazba v pošast, preprodajamo orožje, tako Janševa oblast. Prepoznajo znani glas, smrt prepričate, da plešeš z njo, prehitro se navežeš, se v politike ne vpletajo. Premisli prej 3-krat, kot se lirike prepletajo, da silo ene kitice te pičke prerešetajo, ko ništa ne obetajo, ne stari niti novi. Prepovedi na sceno ostanejo, v plitkih rovih odmevajo, z eno potezo sceno se prepolovi. Mentalno mrtvi folk strela selfije v grobovih, sevanje valovi, pusti sceno preorano pod talno smo bogovi v precenjenem programu, da zamenjamo sestavo, mestna jedra demolira, ker te faggot rapere mi je veselje deložira. Zeleno detonira, demolicija uspela, na severovzhodu se je revolucija začela. Iz presutega pepela se rojeva nova doba, ta trupla prerojena se uspenjajo iz groba. Preverjena podoba, zadnji zvok je beli šum, ko ti odpiramo lobanjo, da bi odnot načeli Prvo gre Janez v vlado, v drugo je Ivan pozivan, v tretje gre Rado, v tretje gre Rado. Spreobrni državo. Goti,
z albumom Anarhitekt z mano oddaje Radioaktivno. Tilen, vidim, da si na naslovnico albuma dal grad, je to ptujski. Tako. Ampak je vse skupaj malo zamegljeno. Tako, mračno, ne, taka sivina je tista. Temačnost, kaj ne to pomeni? To je v bistvu ponazarja tudi to zvok celotne plate, ki je nekako bolj mračen, bolj taki underground. Pa tudi pač celotno misel oziroma sporočilo plate, to tudi na nek način ponazarja, zato je tudi tako vitek. Ptujski grad, zato ker od tod izviramo, od tod smo, tu pač preživljamo to, vse ostalo pa sivina oziroma nek mrak, ki nas obdaja oziroma je današnji svet, v katerem živimo. Čeprav ni tista klasična veduta Ptuja. Tako, ker je zlajeno. Treba tudi grad pogledati z druge strani, točno ne samo zdravstvo. Lepe. Kaj ti za ta lepin se veliko krat skriva veliko grdega? Marsikaj tako. Ali to tudi to v glasbi poveš? Ja, sigurno se trudim, pač lepo z grdim. Ampak ja. Danes so fasade res marsikaj prenesajo. Res je. Album je dosegljiv v fizični ali samo v digitalni izdaji? Album je dosegljiv na Bandcampu v digitalni obliki ali preko naročila na naš email naslov info@anarhitekt.com. Po pošti pošljamo v fizični obliki, je pa tudi na vseh streamingih na voljo. Tako da v vseh digitalnih oblikah in tudi v fizične. Tako da lahko tisti, ki še imamo CD, lahko tudi poslušamo. Tako, je pa tudi, ni več to niti namen CD za rabo poslušanja CD-je, v bistvu zato mi v bistvu z mojega vidika jaz sem naredil CD-je zato, da jih prodajam za tiste, ki hočejo support dati, ki cenijo to, kar se dela, pa je to pol neki fizični izdelek, da ga lahko v roki držijo, ne. Zdaj, če imajo, marsikdo danes niti nima predvajalnika, CD predvajalnika, ne. Tako da je bolj simbolična vrednost, kot pa dejansko uporabna, ne. Kot danes pravijo, osebna izkaznica glasbenika. Ja. Naslednja bo naslovna, pa tudi najkrajša na albumu. Ja, to je naslovni komad, ki pa v bistvu, ko je bil napisan, še ni bil tak naslov, to se je naknadno potem spremenilo. Je pa tudi taki komad, ki ponazarja miselnost celotne plate oziroma sporočilo, tako da zato je tudi bilo nekako smiselno potem poimenovati ta komad, enako kot album. Smrti, čez pop filter širijo smrad. Po načrtih, kot čez noč pride hiter propad. Resnico spoznat, sprovedem te do bisernih vrat, ali do peklenskih zublje, odvisno, ki si mislil ostat. Na višku v prepad, nisi mogel tak nizko pristat, da bi si res zamislil kupiti eno njihovih plat. Prišel ko šatn, v črno jim zavijemo grad. Če se klin zbija s klinom, na MC je posrat. Nija zapad, pa glumi kak ki je prodat, ke bi prodavo zelenjavo ti zagniljeni sad. Cilj je ostat, zrel in kredibilen ko brat. Čim je junak, prispel si se prisiljen pobrat. Stil je bogat, z nazivi ne pretirano rad. Gleda v oči, ko jih podira, s tem pa ritem držat. Ko ritem ostat, iz prazni repetira obrat. One shot, one kill, ker vsakič cila na vrat. Ko špila napad, na temni strani lune prebiva. Skriva namene, zvezke z verzi hrani pune streljiva. Ko plune preliva, kriče sceno sune goriva. Da pogorijo vsi, zato ne pričakuje odziva. In dominira, lestvica mu ne ponuja izziva. Anorganske snovi, kemičnost tujega vpliva. Tuda uživa, izdatno magnitudo naziva. Zatakno rabi tubo maziva, turbo naliva. Na platu sprazni drugo gradiva. Verbalni atentator gre čez bitko s plugom po njiva. Whack, a mole rapper. Sem službi kladiva, slovenska scena noče betlat, ker je v dušo ranljiva. Kralji džungle, dokim nismo ščupali griva. Ko zgleda, kot da ruši, ampak v bistvu upanje vliva. Pijač. Anarhitektura, pokol nad kopije z napakami v teksturah. Anarhitekt je album, ki ga danes vrtimo, Gotija. Ali bi lahko rekli tudi naslov albuma, da to anarhija? Tako, arhitektura anarhije oziroma načrtna anarhija oziroma načrtno rušenje in ponovna vzpostavitev. Torej je to anarhija po zakonodaji. Ja, recimo. Ni treba tega pisati, ker je to že itak je. Ja. Verjetno se tudi sam srečuje zakonodajo. Ja, še pri založbi. Ja, seveda, še več, kot bi se želel. Si prisoten pa tudi založba na spletu? Tako, smo na vseh socialnih omrežjih, oziroma na Twitterju še nimamo, smo na Facebooku, smo na Instagramu. Je tudi v izdelavi spletna stran, bo do konca leta verjetno objavljena tudi, kjer nam boste lahko sledili. Sledite pa že lahko zdaj na Instagramu in Facebooku, kjer tudi objavljamo vse tekoče evente in tudi izdelke
artistov. Prej si dejal, da še nimaš video spota, razmišljaš kaj o tem, pa o videoprodukciji, ki danes dejansko skoraj da nujna, ob vsej vizualnosti ljudi? Tako, vse pravim, zelo, zelo nujno je. Delamo na tem, ampak tudi v to vlagam nek čas, ker nočem tudi samo da je na hitro neki izdelek, samo da je video. Hočem, da ima smisel, da ima pomen, pa da je skladno s tem, kar ustvarjamo. Prvi bo zagotovo tako temačen, kot je naslovnica. Sigurno. Sneman na Ptujskem gradu. No, lahko pa tudi na Ormoškem. Na Ormoškem, imate tu kadre lepe. Pa tema je že. Žalostni klovni bo naslednja. To je komad, ki govori o tem, da vsi reperji smo žalostni klovni v bistvu. To, kar delamo, je nekako nehvaležno delo glih z tega vidika, ker je premalo se ceni to, premalo je neke kvalitete dano tudi v izdelke in potem je vse neki cirkus, vse je samo show, vse je samo igra, ne? To je sporočilo tega komada. Solze su mu razmazale make-up, smo hteli videti veselje, pa razočaraš, ko fejkaš, morda nadaleč obetaš. Kaj vse napravi obleka, nas niti malo ne bejtaš, ker te poznamo od nekad. V ogledalu si budalo, ko se maneš po vekah, se čez leta pol mogoče le postaraš človeka. Vsaka opeka je joker v tvoji hiši iz kart. Če delaš to za otroke, pol pa spiši jim part. Ti si retard, na facu si nariši nasmešek, s čisto solzo iznakažen se razblineš v pesek. Gnili privesek na sceni, ki se širi kot bolezen. Plitki verzi nam pa renome je lirično obsežen. Se šopirim, ker sem beden, saj ne rabim nosit maske. In za rap game sem to, kar je Luka Dončić za basket. Do daske, to ni rojstnodnevni entertainment. Duša ni na prodaj, spodaj tebe jebe payment. Jaki strokovni, slabosti polni, v glavo vsi bolni, žalostni klovni. Jaki strokovni, slabosti polni, v glavo vsi bolni, žalostni klovni. Poglej, mi smo prišli, da ti ščupamo periko. Ko vbijam celo sceno, vztrajno upam na repliko. Obupanih likov kot živali iz balonov. Ti zvijaš se v presto, nimaš kam, da bi naslono. Prazno glavo, polno dvomov. Odsev ne prepoznava, se prodaš za vsako ceno. Toliko vredna je ta slava, povešena postava, preobleko preprodava. Resnica je prasica, kot te sreča brez pozdrava. Povečana poraba, od dosežkov peče glava. Ko premikamo se v nasprotno smer, ko teče drava. Torej gremo proti toku, tako lososko drsti se. Te lajne so zapovedi gospodove vrstice, kot tiste stezice, kamor vodi siva pot. Ko me zagleda na obzorju, klovna obliva pot, skrit za kot. Za razliko klovni se bojijo mene, ker če guraš se na silo, Bog ti energijo vzeme. Sijem s teme, ko slikam shit, ko Salvador Dali. Ne boš nikol Pennywise, it faktor ti fali. Tako štakori v sožitju, prebivaš z otokom. Vas eksterminiram, ker to sranje delate otrokom. Ko se špilaš previsoko, jaz predstavljam trda tla. In za dobrimi nameni tak postane žrtev zla. Ko se danes vrneš tja, upokojiš rdeči nos. In če pite ne požereš, pol dobiš še večji kos. Jaki strokovni, slabosti polni, v glavo vsi bolni, žalostni klovni. Jaki strokovni, slabosti polni, v glavo vsi bolni, žalostni klovni. Cirkus je v mestu, na puhu manifestu. Pravaš nisi tak, ja ti ga pa pihneš na alkotestu. Motherfucker, kovne kot da čaka avto. Vleko vsaka se dela, da polne kartoteko. Vidi govne, kaj sem rekel, prepolne samih sebe. Drugmu klovnu kurca ješ, so mi rekli pust ga, ker tudi ko ni pusta. Greš v namazan, moja muska ješ te bode, ker nimaš svobode. Brez percepcije svojih laži. You buggin, zame si samo larva. Znaš dober se namazat, sem ne moš pa nas farbat. Bitch, najbolj se bojiš, da te pozabimo. Vse kar iščeš sta pozornost in pripadnost. Gadno, koliko si to prisilil. Nisem klovan, pa imam prevelike čevlje, da bi jih ti pofilil. Kaj si dova, ne ti men, chicken ti raj, chicken flikam v olje, ko ti v meka pridem, pa te vidim. Ko ni učivica, vsak lah bluzi o preteklosti, kaj drugega kot naštevat se ven skozi pretežkosti. Na cesti imamo torej žalostne klovne, za ostale betone. Malo ste mali, malo v fali, ne zapali žovne. Potrkite na leska
žal ne, da na redu nisem že tiskovne. Za poslovne tajne majki bi marsikater kriminal se dela klovna. Tu pa klovni se delajo kriminalce, čaglajo resničnost in repanje. Zdaj potegnem jih vam prestrašene kot iz klobuka zajce. Razočarajo starše pa očarajo mlajše. Si sam svoj blago, zdaj pa dobro prodaj se. Tu pa, komersa, no? Smeš povedati vsem, da si še zmer živ? So what have we learned if nothing else, children? Right, now let's sing the Homie the Clown song. Repeat after me. Homie the clown, don't mess around, even though the man try to keep him down. One day homie will break all the chains, then he'll fly away. But until that day, homie don't play. I said, repeat after Žalostni klovni, kot pravi Goti, so to reperje, Ja. pa ni temu tako dosti krat. Vidim, da imaš reperski imič. To je pač, ne vem, del tega, kako bi rekel, kako se počutim jaz v svoji koži, oziroma to je to. Nujna kapa šiltom. Pa ni nujno, samo je pa dosti krat pride prav. Tile na nadaljevanju poteka intervju nekoliko drugače. Okay. Ne bom več jaz spraševal, ker ti mislim, da sem ti zastavil dosti vprašanj za danes. Pridejo drugi spraševalci, Velja. in sicer gostje prejšnjega tedna. Aha. To je bila skupina Metropolis, mogoče poznaš? Ne, nisem še slišal. Gre za tričlansko hard rock zasedbo z Ljubljane, izdali so pred kratkim tudi album Metropolis, Okay. delujejo pa že več od 25 let. Aha, ok, te sem jaz tu malo prešvico to. Toliko časa deluje, kot si ti star. Ja, dobesedno. Mislim, da nekaj takega. Ja. In sicer Matjaž in Anže sta bila tukaj in zate imata nekaj vprašanj. Ok, 4 ali pa celo 5, če bo želel na zadnjega bonus odgovarjati, velja. ker ti je bolj provokativne narave. Ok. In sicer prvo vprašanje ti zastavlja Matjaž. Kdaj in kje si srečal najbolj hudo bejbo v življenju in ali si z njo poročen? V Katarju decembra 2017 in ja, sem poročen z njo. Kot da bi bilo vprašanje zate namenjeno, pa ni vedel, kdo bo gost naslednjega tedna. Drugo vprašanje ti zastavlja Anže. Kako se znebite satelitov v backstageu, se pravi ljudi, ki niso del benda ali pač zasedbe? In jih nočete tam. Varnostniki poskrbijo za to. Tretje vprašanje ti zastavlja ponovno Matjaž, član skupine Metropolis. Čigav zvok bas kitare ti je najbolj všeč in zakaj? Puf, nikoli se nisem v to tako poglobil. Reperi so sicer toliko ne uporabljate bas kitare. Pa tudi, ja, ne bi zdaj rekel izključno, da ne, ampak bom rekel bas, ki ga uporablja Moody Man v svojih produkcijah. To je elektronski producent. Tako da ni bas kitara, ampak ja. Bas pa je. Bas. Morda tu moje podvprašanje, nastopaš s podlagami ali tudi z bendom v živo? Nekaj nastopov sem že imel z live bandom, ampak načeloma nastopam zdaj z DJ-ema, z Marcelom Sedlakom, ki je tudi domačin tu iz Ormoža, in Neotom, a.k.a. Mr. Andersonom. Četrto vprašanje ti zastavlja Anže. Kakšen je tvoj obred, preden greš na oder? Se pravi, kako se pripraviš na nastop? Ni nekih posebnih ritualov, v bistvu poskušam pač uživati nastop, kdorkoli nastopa pred mano, potem pa enostavno grem na oder, pa odrokam, pa grem dol. In še zadnje vprašanje, ki pa je bolj provokativne narave. Okay. Boš odgovoril ali ne? Odvisno, kako je. Pa poskusimo. Ajde. A so amfetamini res toliko fajn, kot pravijo? Po moje ne, not my thing. Tudi tebe potem čaka enaka naloga za naslednje goste. Ok. Predzadnja, ki jo bova spustila, pa bo Vročina. Ja, ta komad je en izmed najstarejših komadov, torej, kot smo rekli prej, Narcos je bil prvi komad, ki je bil napisan specifično za to plato, to je pa en izmed starejših komadov, ki se kasneje plasiral oziroma uvrstil tudi na to plato. En izmed starejših tekstov, pa tudi ista miselnost, isto sporočilo ima kot ta album, s tem, da mogoče na malo manj mračnejši način predstavljena ta misel, tako da to je povzetek tega komada.
letih dežja so prvi sončni žarki na teraso, vroči kot klima v Burkina Faso. Pod ekvatorialnim pasom stalno temperaturo zbiram material, da zgornjo plast zemlje bi vkuro naprot želje priguro. Pod zemno kulturo, kjer staljene kamnine tvorijo temno figuro, kadar mečemo rime kot vulkanski izbruhi. Lava teče v doline z deželo Kranjsko na Muhi. Znanstveni poskusi obrodijo rezultate, ko se mastering zaključi, se učijo matematiko. Z lakoto sirote širem afriške planote, iščem vire hrane, da nafilam plastične posode. Drastične metode, piroklastične usode, nesvobode na begu, vidi fantastične prigode in klasične tegobe. Kot lačni zamorec gleda svet skozi ta obraz, da pojavi se vzorec. Ustvarim predore, ko ga palim vse do zore. Ogen raste, ne rabi metafore, droge raške, vodi skozi jaške, piramidu soju bakle. Eksplodiram, ko se dinamita šibica dotakne. Piroman, rima, da si silovan, snima za oblinami dima, kjer nalepilo skank lima se. Kima te po bitu te vročine, ki požiga vse stopljene MC-je, pa poli spijem kot malinovec, da ubijem žejo. Žensko ti napravim brejo, čez odejo ptuje selo, tak da vsi na vasi vejo. Kdo prelazi mejo, tiho tapim to idejo, da revolucija se lahko zdaj predvaja na TV-ju. Ti lajaš v bifeju, napadle so borce, jaz vstajam, ker je Mike edini pravi supporter, ki me gnjavi na oder, da moje prste začuti, kak ga davijo zopet, ko prva vrsta ušuti. Pardon, malo me zaneslo. Samo na easy, samo na easy. I was gonna rip it harder, I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Legs to the conqueror, no, I'm Alexander, he's no Alexander. I'm the best ever, there's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston, I'm Jack Dempsey, there's no one like me, I'm from their cloth. Vročina in gote, Tilen za konec, album je svež. Kakšne izzive si zadal za naprej? Za naprej, v bistvu jaz že imam pripravljeno ogromno materijala, zdaj pač najbolje bistveno zaporedje, v katerem bo kaj izšlo, se pa tudi najbolj osredotočam na izdelke naših artistov z naše založbe, torej Gangsta Gregi pripravlja zdaj album, ki bo res kmalu izšel, do konca leta bo v eni Punchline Geni. Kmalu zatem prihaja projekt od SDP-ja v sodelovanju z Young Fireflyom iz skupine Eugen, sodeluje z Mitotom, v izdelavi pa tudi Vera Bastard solo album. Tako da vse to se bo zvrstilo zdaj v kratkem, nekje na polovici naslednjega leta oziroma recimo na jesen pa naslednji moj projekt. Povem, da že imaš material. Ja, naslednji album je že posnet. Že? Drugi album je že posnet, ja. Že pol leta. Kar kaže, da imaš idej več kot preveč. Ja. Pa poezije tudi. Res je. Še eno bova zavrtela za konec z Anarhitekta in sicer bo to za live. Tako, to je pa radijski komad iz albuma. Radio friendly. Tako. Bomo slišali za konec Goti oziroma Tilen, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa, hvala za povabilo. Črna kronika je leitmotiv, zgubla cajt, kot da Boga kdaj nazaj dobil. Saj, life je fight in te bo vsaj ubil, zato ne glej naprej za hrbet, nego zdaj si živ. Si daj izziv, vsako trip nekaj naj pomeni, ko jim zadnja ura bije, opotekajoč po sceni, oporekajo problemi, ovire so za preskočit. Život je tekmovanje in Viktor se da določit, fiksni ali pa tekoči, ne vidijo kratke noči, garamo nam zadnja smena, resnico od sanje loči, da miselno stanje moči počasi se okruši, ko prikradejo se dvomi, enostavno ne posluši samo srce. Čutiš ritem, ki ga bije, še vedno poje po istem kopitu melodije. Dihaj, ne morem ignorirati ironije, dan si vidijo v prihodnost, ampak nimajo vizije. Ej, takav ti je život, pomalo farbe, hitro dvakrat prije sivo. Vse lej prekratko, tak da kak ne bi uživo, pa če sam sedi na kauču, si pavka in pije pivo. Ej, takav ti je život, pomalo farbe, hitro dvakrat prije sivo. Ko uživam in še takrat mi je krivo, ker life je predrag, da bi iz flaše ga izlivo. Ceni, kar imaš na dlani, kri pretaka se po veni in popad obranih. Smrt dežuje, to pomeni, da se pazi sani, splača se, life je dragocen, brat, ostani z nami. Vsaki plani za prihodnost lahko pali vodo, vprašanje časa, kdaj bogovi zanko dali bodo. Igrali vlogo, mali milijon, jih visi na nitki, animacion suspendida.
Širi se sivina, meče sence na sol. Pa greš vaja kon dio, skoko vedov za kol. Bo vedo dovolj, ostaja ti svoboda izbire. Se predaj ali pa zadiha in prebrodi ovire. Oplodi izvire, črpaj energijo, ki jo seva tok. Še sploh ko upi obvisijo na dosegu rok. V svojem svetu Bog širi svoje vplive. Zavedaj se, da pozitivne misli so lepljive. In pol, ko se več ne loviš s časom, če ti life da lemon skunk, pa zvi baso. Drži čašo, na zdravi na življenje in padli mu spomin, da pozabi na trpljenje. Ej, takav ti je život, pomalo farbe, hitro dvakrat prije sivo. Vse lej prekratko, tak da kak ne bi uživo. Pa če sam sedi na kauču, si pavka in pije pivo. Ej, takav ti je život, pomalo farbe, hitro dvakrat prije sivo. Ko uživam in še takrat mi je krivo, ker life je predrag, da bi iz flaše ga izlivo. Ej, takav ti je život, pomalo farbe, hitro dvakrat prije sivo. Vse lej prekratko, tak da kak ne bi uživo. Pa če sam sedi na kauču, si pavka in pije pivo. Ej, takav ti je život, pomalo farbe, hitro dvakrat prije sivo. Ko uživam in še takrat mi je krivo, ker life je predrag, da bi iz flaše ga izlivo. The whole city should be happy. Gotti's acquittal, his third court victory in 4 years, fueled his legendary status as Teflon Don. To some, he's a modern-day Al Capone. Jaz sem Goti, poslušate oddajo Radioaktivno.